Danes popoldne bo na Brdu pri Kranju potekala seja vlade. Še pred sejo vlade se bodo člani vlade sestali s svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje in se seznanili s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. O vseh sprejetih odločitvah vas bomo seznanili na jutrišnji novinarski konferenci. Sicer pa včerajšnji epidemiološki podatki kažejo, da je bilo včeraj opravljenih 4816 PCR testiranj in 24995 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1034 novih okužb. Število aktivnih primerov v državi pa po oceni NIJZ trenutno znaša 12149. Poglejmo si, kako izgleda tabela, ki prikazuje število opravljenih PCR in hitrih antigenskih testov. Kot že rečeno, je bilo včeraj potrjenih 1034 novih primerov, delež pozitivnih PCR testov pa je tako znašal 21,5%, kar je nekoliko manj kot pred enim tednom, ko je delež pozitivnih PCR testov znašal 23,2%. Sedemdnevno povprečje okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 706, kar je manj, kot smo poročali včeraj, ko je to povprečje znašalo 737. 14-dnevna incidenca na ravni države še vedno ostaja visoka, trenutno znaša 576. Kakšne pa so razmere po regijah, si bomo sedaj ogledali v dveh grafih. Prvi graf prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Kot vidite iz grafa, ostaja Primorsko-notranjska regija tista regija, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco, ta znaša 808. Na spodnjem delu grafa pa ostajajo Obalno-kraška, Pomurska in pa Goriška regija tiste regije, ki imajo trenutno najbolj ugodno epidemiološko situacijo. Poglejmo še naslednji graf, ki prikazuje 7-dnevno incidenco. 7-dnevna incidenca na ravni države znaša 235. Na tem grafu je prišlo do spremembe, kar se tiče regije, ki ima najmanj ugodno 7-dnevno incidenco, in sicer je Primorsko-notranjsko regijo na prvem mestu zamenjala Zasavska regija. V Zasavski regiji 7-dnevna incidenca trenutno znaša 336. Na spodnjem delu grafa, kjer so uvrščene regije z najbolj ugodno 7-dnevno incidenco, pa sprememb ni. Obalno-kraška še vedno ostaja tista regija, ki ima najnižjo 7-dnevno incidenco. Število pacientov, ki zaradi okužbe s COVID-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, še naprej ostaja visoko, a je danes k sreči nekoliko nižje, kot smo poročali včeraj. Skupaj se namreč danes v bolnišnicah zdravi 631 pacientov, včeraj je ta številka znašala 649. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 155 pacientov, še vedno zelo veliko, a k sreči en manj kot včeraj. V naše bolnišnice je bilo zaradi COVID-19 včeraj na novo sprejetih 48 pacientov, iz bolnišnic pa je bilo skupaj včeraj odpuščenih 62 pacientov. Tudi včeraj pa smo žal vnovič zabeležili smrti, in sicer so v bolnišnicah umrle 4 osebe. Iskreno sožalje vsem, ki ste zaradi COVID-19 izgubili bližnje oziroma vaše svojce. S tem zaključujem prvi uvodni pregledni del novinarske konference in prehajamo k osrednji temi novinarske konference. Uvodoma naj povem, da bomo najprej opravili vse 3 predstavitve, potem pa bomo sprejeli skupaj vsa novinarska vprašanja. Že vnaprej zato novinarje vabim, da preden zastavijo svoje vprašanja, tudi povedo, kateremu izmed govorcev je vprašanje namenjeno. K besedi pa sedaj vabim ministrico za izobraževanje, znanost in šport, doktorico Simono Kustec. Izvolite.
Hvala lepa. Spoštovani ravnateljice in ravnatelji, profesorice in profesorji srednjih šol, spoštovani maturantke in maturanti, lepo pozdravljeni. Ker so bile prejšnji teden v javnosti izpostavljene nekatere dileme glede izvedbe letošnje mature, današnjo novinarsko konferenco namenjamo prav tej temi, da res razčistimo vse morebitne nejasnosti ali pa dvome. Prvo in ključno sporočilo današnjega dneva je, da matura v tem šolskem letu seveda bo. Po trenutnih podatkih je na maturo skupaj prijavljenih nekaj več kot 17.000 dijakinj in dijakov, od tega nekaj več kot 10.000 na poklicno in 7.000 na splošno maturo. Matura bo izpeljana na način, ki je bil predstavljen že meseca decembra lansko leto, danes pa, kot rečeno, bomo še malo dodatno in pa ponovno dali informacijo v zvezi s tem. Koledarja obeh matur ostajata nespremenjena, kar pomeni, da se splošna matura za šolsko leto 2020-2021 začenja v torek 4. maja s pisanjem eseja iz materinščine. Poklicna matura in osrednji del splošne mature pa se potem nadaljujeta oziroma začenjata v soboto 29. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Vse podrobnosti in pa tudi prilagoditve, ki smo jih konec leta sprejeli v sodelovanju z številnimi vključenimi predstavniki, Državnim izpitnim centrom, obema maturitetnima komisijama, ravnateljicami in ravnatelji ter dijakinjami in dijaki, vam bo potem podrobneje ponovno predstavil na današnji tiskovni konferenci tudi dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra. V pripravo letošnje mature je bilo zaradi epidemije, ki nas je postavila v posebne okoliščine, vloženo veliko dodatnega dela. Zato se na tem mestu vsem, ki ste pripomogli, da jo bomo lahko izvedli v skladu z maturitetnim koledarjem, ponovno najlepše zahvaljujem. Še enkrat gre posebej velika zahvala predstavnicam in predstavnikom Dijaške organizacije Slovenije, ki so zrelo, odgovorno, z razumevanjem in strpno sodelovali v vseh teh procesih. Vem, da ste maturantke in maturanti v zelo zahtevnem položaju, da se zavedate teže in odgovornosti, ki jo prinaša matura in da ste, to ste že pokazali, zreli, da ste odrasli. To ste nam pokazali, dokazali s tvornimi in smiselnimi predlogi, z dialogom, ko smo pripravljali prilagoditve te mature. Zavedam se tudi, da je že v običajnih razmerah ta zrelostni izpit velika skrb in pomembna prelomnica. V teh nepredvidljivih časih pa je skrbi in nejasnosti pričakovano še več. Razmere se nam še vedno spreminjajo, kot vidite, na tedenski ravni. Temu je potrebno prilagajati aktualne epidemiološke smernice, iskati vse možne ukrepe, ki bi v teh razmerah zagotavljali čim bolj optimalne pogoje za učenje, za pripravo in seveda potem tudi za pisanje same mature. Poleg vsebinskih prilagoditev je bilo v tej luči zato potrebno pripraviti tudi bolj natančne protokole varne izvedbe, ki so jih pripravili na Ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Omenjene podrobnosti vam bo v nadaljevanju današnje tiskovne konference predstavil še državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, magister Franc Vindišar. Spoštovani ravnateljice in ravnatelji, profesorice in profesorji, tako velikega projekta, kot je matura, ne bi bilo možno izpeljati brez vašega sodelovanja, brez vaše strokovne podpore in razumevanja, ki ga dajete maturantkam in maturantom. Vem, da ste dobro poskrbeli za njihovo znanje in da boste poskrbeli tudi za njihovo varnost na maturi. Da bo njihov uspeh tudi vaš uspeh. Pomirjena sem, ker so v dobrih rokah. Srečno, dragi maturantke in maturanti, verjemite vase, zaupajte v svoje znanje. Ta hip je najpomembnejše, da se na maturo v miru in dobro pripravite in da ostanete zdravi. Srečno in vse dobro vam želim. Ministrica, najlepša hvala.
Preden bo sledila naslednja predstavitev, se boste zamenjali naši tolmački, vmes pa vabim državnega sekretarja, da kar stopi na oder. Pozdravljeni še enkrat med nami, izvolite. Spoštovani, na osnovi pobude Državne izpitne komisije za splošno maturo, ki je bila podprta tudi s pozivom ravnateljem gimnazij, smo predlagali uvrstitev maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature, ter še niso bili cepljeni, v 4. prednostno skupino trenutno veljavne nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19. Osnovni namen prostovoljnega cepljenja je zmanjšanje tveganja za okužbo v času opravljanja mature in zmanjšanje dodatnih psihičnih obremenitev maturantov. Zaščita po cepljenju se vzpostavi po prejemu cepiva proizvajalca Pfizer-BioNTech najmanj 7 dni po drugem odmerku oziroma 28 dni po prvem, proizvajalca Moderna po najmanj 14 dneh od prejema prvega odmerka, proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni od prejema prvega odmerka in najmanj 14 dni po prvem in edinem odmerku proizvajalca Janssen. V trenutni fazi cepljenja, ko je količina cepiv omejena, izbira cepiva ni možna. To velja tudi za ostale prebivalce. Na osnovi dopolnjene nacionalne strategije smo izdali navodila, ki vključujejo prijavo na lokalnih cepilnih centrih, vzpostavili možnost dodatnega naročila cepiv in določili dan cepljenja petek 23.4.2021. Tako bodo za večji del maturitetnih obveznosti maturanti, ki so se odločili za cepljenje, že zaščiteni. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da je cepljenje samo eden od ukrepov za omejitev širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2. Ponovno poudarjam pomen ostalih preventivnih ukrepov, ki vključujejo predvsem omejitev stikov samih maturantov in tudi njihovih ožjih družinskih članov, prezračevanje prostorov, uporabo mask v zaprtih prostorih in razkuževanje rok. NIJZ je januarja 2021 za potrebe zimskega roka mature pripravil in objavil higienska priporočila za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 za obdobje priprave na maturo, ki so objavljena na njihovi spletni strani. Posebna pozornost je namenjena organizacijski pripravi na samo maturo, ki vključuje pravočasno posredovanje vseh informacij po elektronski pošti, od časa prihoda, vstopa v stavbo, lokacijo učilnic, sedežni red, uporabo osebnih pisal, uporabo razkužila za roke, pa vse do vzpostavitve odprtih vrat ob prihodu, da se zmanjša število kontaktov kljuk in seveda zagotovitev ustreznih dostopov in ureditev sanitarnih prostorov. Maturanti naj prihajajo posamično, ohranjajo potrebno medsebojno razdaljo in tudi po zaključku posameznih maturitetnih obveznosti posamično zapustijo šolske prostore. Ob tem ponovno opozarjam na potrebno prezračevanje vseh prostorov. Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje je 12.4.2021 sprejela sklep, ki ga je dopolnila 19.4. o izjemni možnosti prekinitve karantene za čas opravljanja maturitetnih testov. V primeru odrejene karantene, ki je posledica visokorizičnega kontakta z okuženo osebo, je tako predvideno izvedba PCR testa največ 24 ur pred vsako maturitetno obveznostjo v času trajanja karantene. Pristop k maturi bo v teh primerih omogočen samo s predložitvijo negativnega izvida PCR testa. V teh primerih
naj maturant za prevoz ne uporablja javnega prevoza. Ti maturanti bodo maturitetne obveznosti opravljali v ločenih učilnicah z nadzorom učiteljev, ki so COVID-19 že preboleli oziroma so bili ustrezno cepljeni. V primeru, da maturitetna obveznost traja manj kot 2 uri, je predvidena uporaba maske tip 2R, če pa je predvideni čas daljši, pa priporočamo uporabo maske tipa FFP2. Vsaka šola mora zagotoviti možnost ločenega vhoda in koridorja do učilnic, ki preprečujejo kontakte z ostalimi maturanti. Drage maturantke, dragi maturanti, naj ob koncu ponovno poudarim pomen doslednega upoštevanja preventivnih ukrepov vas in vseh, s katerimi ste v skupnem gospodinjstvu, s pomočjo katerih bo tudi ta generacija kljub epidemiji dokazala svoje znanje. V prihodnosti bo tako vaš zrelostni izpit imel še večjo težo, saj bo dejansko izveden v izjemnih okoliščinah. Dovolite, da vas še posebej opomnim na prihajajoče praznične dni, ki bodo neposredno pred prvo preizkušnjo, pisanjem eseja. V trenutnih epidemioloških razmerah res prosimo in priporočamo, da se družite na varen način. Žal, z uporabo sodobnih komunikacijskih metod. Za dosego skupnega cilja, uspešnega zaključka mature, bo potrebno premagati še teh nekaj tednov. Z upanjem, da bomo ob začetku poletja v precej boljših epidemioloških razmerah, vsem skupaj želim veliko uspeha pri vašem zrelostnem izpitu. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod državni sekretar. Za predstavitev pa sedaj prosim še dr. Darka Zupanca, direktorja Državnega izpitnega centra. Lepo pozdravljeni še enkrat med nami, beseda je vaša. Spoštovani, v zadnjih dneh je bilo že večkrat rečeno, da koledar tako splošne kot poklicne mature ostaja enak, kot je bil objavljen že mnogo časa nazaj. Mi smo prepričani tako v maturitetnih telesih kot na Državnem izpitnem centru, da je v tem koledarju vse lahko umirjeno izvedeno. Nasprotno bi bili pa prepričani, če bi se zdaj spreminjalo iz kakršnega koli razloga, da bi največje breme prevzeli maturanti, ker bi vnašalo negotovost, nek nove datume v njihove načrtovane aktivnosti. Glede na vse vire in vzroke za širjenje okužbe v družbi in znotraj družbe v šolskem sistemu, smo mi v maturitetnih krogih prepričani, da je sama izvedba splošne poklicne mature relativno majhna dodana nevarnost za širjenje okužbe. Jaz osebno velikokrat v zadnjih tednih, ko poslušam medije, tudi za maturo upam reči, da so prednosti načrtovane izvedbe mature v teh rokih bistveno več prinašajo kot slabosti zaradi možnosti širjenja okužbe med samo maturo. Matura je resnično že v Sloveniji več kot 25 let zelo podrobno organiziran šolski podsistem, kjer je dejansko sledljivo praktično vse, tako da bom še z drugo primerjavo rekel, da je matura sigurno kot podsistem znotraj šolskega sistema veliko bolj varen oziroma manj rizična aktivnost, kot je izvajanje pouka v šolah. Pa vsi vemo najbrž, da tudi pouk v šolah ni najbrž eden glavnih virov širjenja okužbe v družbi povsod po svetu. Bom še eno primerjavo poskušal reči, da se zavedamo v naših maturitetnih krogih na Državnem izpitnem centru, da v tem času, druga polovica aprila in maj, ki je pred nami, ni primerljiv z lansko COVID situacijo.
V večjih pogledih seveda res je, številke okuženih v prostoru so večje, kot so bile lani, vendar če se pa za samo izvedbo spomnimo, je bilo pa lani v tem času in še v maju so bile šole zaprte. Ne samo za maturante, za celo generacijo, za razliko od letošnjega leta, ko so za četrte letnike že nekaj časa šole odprte. Lani celo učitelji v tem času nismo smeli stopati v šole, letos to teče utečeno. Hočem reči s tem poudarkom, da resnično organizacija in izvedbe mature v tem primeru je letos veliko bolj predvidljiva. Če še eno osebno mnenje povem pa primerjalno s tem časom v lanskem letu. Ko smo lani dosegali konec maja, da se je maturante prepustilo v šolo, sem jaz lani, ki je bila napetost še večja, kako bo z maturo, bil prepričan, da po potli matura se normalno iztekla. Ker, kot rečeno, če teče pouk v šolah, normalno je matura veliko manj rizičen podsistem. Se pa pridružujem in se znotraj maturitetnih organov in na šolah absolutno zavedamo, da se bomo zelo potrudili pri izvedbi, da bomo upoštevali priporočila NIJZ-ja, ki jih ne bi ponavljal, ki so dejansko že od lanskega leta, od letošnjega zimskega roka poklicne mature že kar dobro znana in se tudi pridružujem. Letos je v prid temu še kar lep delež cepljenih učiteljev in tudi večja prekuženost. Tako da v tem pogledu sem prepričan, da bo izpeljana matura lahko povsem v redu. Morda naj podkrepim še z nekaj številkami, ko jih je ministrica že omenila, k splošni maturi je prijavljenih 7180 kandidatov, k poklicni 10623. Med njimi je 2106 kandidatov takih, ki nastopajo v dveh vlogah. So poklicni maturanti in opravljajo 5. predmet na gimnazijah. Torej, skupna številka prijavljenih je res čez 17800. Če pa govorimo zdaj o prvem velikem dogodku eseju pri splošni maturi, v torek 4. maja, je pa prijavljenih na ta dogodek 6624 kandidatov in za ta dogodek resnično mislim, da je vse, kar bom tudi v nadaljevanju poudaril, še posebej dobro organizirano in pripravljeno in bomo lahko tudi po aktivnostih tega eseja in spremljanju, recimo, kaj se bo po naslednjih dneh dogajalo z okuženostjo med maturanti, lahko upam še do konca maja še kakšno stvar izboljšali, ko bo glavnina roka 29. maja in naprej. Jaz se na tem mestu bi rad v imenu maturitetnih organov in tudi Državnega izpitnega centra rad zahvalil strokovni svetovalni skupini ministra za zdravje dr. Poklukarja, torej skupini za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, ki jo vodi dr. Mateja Logar, da so nas podprli v prizadevanjih, da se prepusti k maturi tiste, ki so sicer v karanteni, ampak da se jim dovoli opraviti PCR test in s tem izkazati, da tisti dan niso kužni, da lahko pristopijo k maturi, ker te številke so nas od jesenskih podatkov najbolj skrbele. Mi bomo to spremljali, kot rečeno, na eseju še posebej. Če podkrepim še s kakšnimi številkami, ki smo jih dobili od Ministrstva za šolstvo. 31.3. je bil en dan pred zadnjim, rečemo, lockdownom, so bile v 4. letnikih v vseh srednjih šolah v Sloveniji je bilo 75 okuženih na 187 šolah. Ta številka 31. marca ni bila zanemarljiva, vendar ne pretirano visoka. Medtem ko veliko večja številka je bila pa tistih, ki so bili v karanteni. V karanteni je bilo pa 1311 četrtošolcev na teh 187 gimnazijah.
današnji pravzaprav podatki od predvčerajšnjim so že bistveno nižji. Predvčerajšnje je bilo v četrtih letnikih 27 četrtih letnikov v srednjih šolah, torej za obe maturi, ne, na 187 šolah, medtem ko je bilo v karanteni 199 maturantov. Zato ponovno poudarjam, mi imamo rešitev za te v karanteni, ker te številke so bistveno višje s PCR negativnim testom, medtem ko bomo kontrolirali tudi številke okuženih, ampak za okužene, kot rečemo, je bilo tudi jeseni prizadevanje, a bi še te lahko poskušali spraviti na maturo. Seveda med njimi je bilo prizadevanje tistih, ki so asimptomatični, ki se počutijo zdrave, vendar te odločitev je tako zdravstvenega resorja kot maturitetnih organov, da pač to ne gre. In ti, ki na spomladanskem roku okuženi ne bodo mogli pristopiti na maturi, imamo rešitev, že tudi preizkušeno, da bodo po predložitvi dokazil, ministrica je že sprejela ustrezne sklepe po protikoronski zakonodaji, da bo državna komisija lahko odločila odobritev opravljena na jesenskem roku, mi rečemo s tako imenovanim priznavanjem za nazaj. In kot rečeno, pri teh številkah je in tudi še kaj rezerve je, da so te rešitve še vse možne. Jaz bi na tem mestu še izkoristil, da se znotraj ministrstva in naših organov dogovarjamo, da bodo najbrž v teh dneh strani ministrstva šole dobile priporočilo za izvedbo pouka 3. maja, dan pred esejem. Ker maturanti, tako kot je bilo rečeno, bodo zaradi teh počitnic majskih več kot teden, več kot 10 dni, ko je obdobje karantene, bodo doma. In 3. maja bo priporočilo šolam, da naj ravnatelji organizirajo v četrtih letnikih pouk tako, da ne bo prišlo v šolah, da ne mogoče, da bi v šolah prišlo do visoko rizičnega kontakta, da bi bil ravnatelj kakorkoli v dilemi, ali bi mogel cel oddelek poslati v karanteno, tako da smo resnično prepričani, da 4. maja bo število tudi teh v karanteni minimalno. Izvor bo res lahko, tako kot je državni sekretar rekel, izvor bo lahko iz družinskih razlogov, ne pa iz šolskih razlogov. Za konec bi tudi jaz izrazil optimizem, da smo mi vsi v maturitetnih krogih na Državnem izpitnem centru pripravljeni na tudi COVID izvedbo mature. Za nas ne bo prvič, lani letošnji zimski rok je bil že izveden, tako da dejansko najbrž tako šole, predvsem pa maturanti, bi si želeli ne zaradi nas organizatorjev, zaradi šol in zaradi maturantov čim bolj pedagoškega miru, da se lahko maturanti še v teh tednih dokončno pripravijo na izpite in jaz sem prepričan, da bo tudi julija, ko so razglasitve rezultatov obeh matur, bodo rezultati učenja maturantov in poučevanja učiteljev obrodila dobre sadove, tako da bo stvar tudi enkrat mimo. Hvala lepa. Dr. Zupanc, hvala tudi vam in tudi za ta optimističen zaključek. Prosim, če kar ostanete na odru, pridružila se vam boste še ministrica in pa državni sekretar. Preden sprejmemo prvo vprašanje, se bosta vnovič zamenjali še naši tolmački. Tako smo pripravljeni na sprejem prvega vprašanja, ki ga bo zastavila STA. Kot že rečeno, novinarke in novinarje lepo prosim, da povejo, za koga je vprašanje. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Sanja Gornec, STA. Imam vprašanje za državnega sekretarja. Omenili ste, da bodo maturanti v karanteni to lahko prekinili z negativnim izvidom PCR testa, ki pa ne sme biti starejši od 24 ur. Pa me zanima, ali bodo lahko glede na dolge oziroma daljše čakalne vrste za opravljanje tega testa morda imeli pri tem prednost, da bodo pravočasno lahko prišli na testiranje in tudi dobili izvid. Pa za
vprašanje. Ja, mi bomo sigurno pozvali vse mesta, kjer se izvajajo testiranja, da imajo maturanti posebno prednost, kajti vemo, da gre za izjemen dogodek, v 24 urah je možno to opraviti, to je dokazano, tako da bo Ministrstvo za zdravje vse izvajalce, ki ta testiranja izvajajo, posebej prosilo za sodelovanje pri tem. Hvala lepa. Ja, lepo pozdravljeni, Tanja Dominko, Radio Ognjišče. Več vprašanj za gospoda Zupanca. Vsebinskih sprememb torej pri maturi letos ne bo. Rezultati vendarle bodo nižji, ali so tukaj kakšna pričakovanja, glede na to, da vendarle večina leta je potekala drugače kot lani. Pa zanima me še, kako je bilo v preteklosti s tistimi, ki so zboleli. Ali potem avtomatično so šli na naslednji rok. In nisem razumela čisto dobro, kaj je s tem 3. majem zdaj, kakšna bo ta prilagoditev za maturante. Glede vsebinskih sprememb je poudarek, da dodatnih vsebinskih sprememb ni. Kot je ministrica rekla, državni komisiji sta že pred decembrsko veliko tiskovno konferenco pripravile predlog tudi vsebinskih sprememb, tako pri ustnem, pisnem delu, praktičnih delih in tako naprej. In ministrica je po skladu s protikoronsko zakonodajo to, bom rekel, legalizirala v začetku marca s posebnim sklepom. Če je bilo torej vprašanje, ali so še kakšne dodatne, jih pa obe državni komisiji stojita na tem, da ne. Če me bi podrobno vprašali, to ampak ne bi rekel, da so dodatne, recimo pri sodobnem plesu, glasbi, nekatere stvari so se čakale, koliko dolg časa bodo lahko res v šolah odplesali in so se nekatere te vrstne prilagoditve čakale, so bile objavljene recimo šele pred kratkim. Vendar, drugi predmeti so jih imeli že prej. Tretje vprašanje sem se zapomnil, da s 3. majem nisem bil jasen, za drugega bom pa prosil, če ga ponovite. Za 4. maja je sej pri materinščinah pri splošni maturi, to je torek. Ne? In vse je v redu za torek, glede na podporo Ministrstva za zdravje in strokovne posvetovalne skupine, se je pa zaradi največje številke, ki bi se lahko zgodila za karantenske, da so znotraj med njimi, mi rečemo, jaz tudi rečem zdravi, bodo šli lahko te prekinili karanteno, če bodo 3. maja se izkazali z negativnim PCR testom in bodo 4. maja lahko tudi te pisali. Te številke so bile večje, seveda bistveno večje kot tisti, ki bodo okuženi. Medtem, ko te, ki bodo okuženi, no, saj mogoče pa s tem odgovarjam na drugo vprašanje, vsa leta, 25 let mature, posebej recimo, če omenim zopet po 1. maju, se zgodi žal nesreče, poškodbe, od zlomov rok in tako naprej. In zato je namenoma vedno, saj ni ponedeljek po praznikih, ampak je torek. Tako da se v ponedeljek še kakšnega takega kandidata, ki bi ne more pisati, pa se mu reče, lahko omogočimo, da je vpisal na računalniku, torej če se ga le da prepustiti k maturi 4. maja za esej. Drugače pa je že v zakonu možnost, ki je bila v preteklosti redka, vendar je bila, da če so razlogi takšni, da se pa lahko opravlja matura jeseni in se rezultat prizna, kot da bi bil opravljen spomladi. Po domače povedano, za fakultete z omejitvami vpisa je to pomembno. Za fakultete brez omejitve vpisa je vseeno, imaš rezultat jeseni ali spomladi. Če se pa želiš vpisati na neko fakulteto, kjer je omejitev vpisa, da pa ta fakulteta v narekovajih čaka še te kandidate, če imajo sklep državne komisije. In letos bo morda tega nekoliko več. Hvala lepa, mislim, da ste odgovorili na vsa vprašanja, okolikor bojo kakšne nejasnosti, pa bo novinarka zagotovo zastavila še pod vprašanje. Sledi vprašanje TV Slovenija, izvolite. Ja, jaz sem vprašanje za ministrico Kustec in sicer najprej me zanima, kakšne so zadnji podatki glede samotestiranja, kako daleč smo s tem in ali je to kakorkoli povezano morda tudi z maturo. Drugo vprašanje, zanima me,
kaj bo ministrstvo danes predlagalo na seji vlade v zvezi z šolstvom, konkretno recimo, ali bo se predlagalo, torej, da se vrnejo v šolske klopi oziroma v predavalnice tudi študenti, glede na to, da je to v skladu z semaforjem. In pa to, zanima me, kako ministrica komentira število tistih maturantov, ki so se prijavili na cepljenje, oziroma kakšen učinek bo pravzaprav glede tega. Lepa. Zdaj, kar se tiče samotestiranja, bom prosila državnega sekretarja še za kakšno dodatno pojasnilo. Lahko pa samo sama povem to, da zelo podpiram to samotestiranje kot še eden od možnih ukrepov za to, da se res vsi skupaj počutimo varni v šolskih prostorih. V tem smislu tudi razumem ukrep, ki smo ga skupaj predlagali, povezan z cepljenjem, prednostnim cepljenjem maturantk in maturantov, kot ukrep, ki sem ga osebno tudi zelo podprla in ga podpiram še vedno, ker je to ta trenutek edino zanesljivo znanstveno preverjeno sredstvo oziroma način, s katerim se lahko borimo proti virusu. In tule smo želeli priti nasproti maturantkam in maturantom, razumemo, kako pomemben je sedaj tale del njihovega življenja, to obdobje preverjanja, in zaradi tega smo, kot rečeno, iz tega razloga, po moji osebni oceni etičnega razloga, povezanega z samim tem procesom, s to maturitetno aktivnostjo, smo predlagali takšen ukrep. Vesela sem osebno vse tiste maturantke in maturante, ki so se zanj odločili in se tudi cepili. Kar pa se tiče še vprašanja povezanega z današnjim popoldanskim delom vlade na Brdu, vsekakor smo po rezultatih zadnjega obdobja v oranžni fazi kot celotna država. To uradno po semaforju pomeni, da imamo odprta vrata za vse vzgojno-izobraževalne ustanove, vključno tudi z fakultetami, tako da v to smer bo vsekakor šel tudi naš predlog popoldan. Hvala lepa, državni sekretar, boste dopolnili odgovor ministrice? Ja, glede projekta samotestiranja, trenutno poteka validacija testov, ki so bili izbrani na evropskem razpisu. Gre za 300 testov po predvidenem protokolu, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to opravlja, in ko bodo rezultati tega znani, potem mora svoje mnenje podati še Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, in to bo pogoj, da bomo lahko potem s tem tudi nadaljevali. Časovnice vam trenutno žal ne morem še sporočiti. Hvala lepa za to pojasnilo. Sledi vprašanje sveta na kanalu A. Hkrati bi pa novinarje opozorila oziroma obvestila, da se ministrici v kratkem mudi, na voljo ima še dobrih 10 minut, tako da okolikor ima kdo kakšno vprašanje še za gospo ministrico, lepo prosim, da se čim prej prijavi. Svet na kanalu A, izvolite. Pozdravljeni. Vprašanje bi imela za gospo ministrico in sicer malo bolj natančno o študentih. Kaj to pomeni, v kakšnem obsegu se bodo ti vrnili na fakultete? Je za njih predvideno mogoče samo testiranje ali pa hitro testiranje, in pa kaj vračanje na fakultete pomeni tudi za študentske domove? Ja, se pravi, vračanje nazaj na fakultete je neposredno pravzaprav potem, ko se vrata uradno lahko odprejo, v rokah in pa v pristojnosti samih univerz in pa fakultet. One bodo tiste, ki bodo dale natančne informacije, na kakšen način, v kakšni obliki naj se študenti vračajo. Praviloma po izkušnji, ki jo imamo od začetka oktobra, tisti del, ko je potekalo izobraževanje še v prostorih fakultet, je šlo za kombinacijo tako imenovanega hibridnega sistema izobraževanja, nekaj na fakultetah, nekaj pa na daljavo. Tako da, kot rečeno, bodo pa same fakultete to natančno sporočile, vsekakor pa upoštevajoč vse tudi epidemiološke omejitve, ki so tudi na ravni fakultetnega izobraževanja
že tudi vse čas znane in pa predpisane. Samo testiranje prav tako je ukrep, ki ga predvidevamo in seveda ga bomo lahko aktivirali, kot ste že slišali, takoj, ko bomo še to validacijo imeli. Nekatere fakultete, po mojih informacijah, pa te oblike samotestiranja že iščejo tudi načine, kako bi ga neodvisno od tega, bom rekla, osrednjega nacionalnega ukrepa, tudi že same zagotovile. Res iščemo vsi skupaj in tako je edino prav načine za to, da lahko varno pridemo nazaj v prostore izobraževanja. Hvala lepa. Sledi vprašanje Pop TV. Izvolite. Ja, dober dan, za državnega sekretarja bi imela vprašanje, oziroma dve vprašanje, in sicer glede cepiva Johnson & Johnson, potem ko je včeraj pač EMA dala spet zeleno luč, me zanima, kdaj pričakujemo dobavo naslednjih odmerkov tega cepiva in kdaj se bo začelo cepljenje s temi odmerki, ki so že tukaj, torej teh 7200 odmerkov, in koga bi s tem, oziroma bomo s tem cepili. In pa še drugo vprašanje glede tistih, ki so preboleli COVID, torej ali se jih bo cepilo samo z enim odmerkom, kakšna so tukaj navodila oziroma sprememba navodil. Hvala. Lepo za vprašanje. Ja, EMA je včeraj kot regulatorni organ v evropskem prostoru odločila, da je cepivo Janssen oziroma Johnson & Johnson ustrezno, tako da gre lahko v uporabo. Minister za zdravje se je odločil, da bo seveda v skladu z dosedanjo prakso zaprosil za natančna navodila in soglasje tudi posebno skupino, ki je za to ustanovljena v okviru NIJZ-ja. Kolikor vem, imajo oni predviden sestanek jutri, tako da takoj, ko bo to sproščeno, bomo začeli seveda z cepljenjem z tem cepivom. To cepivo je namenjeno za široko populacijo, ker je prednost je v tem, da je potreben samo en odmerek. Tako da računamo, da bo verjetno vsaj v prihodnjem tednu že to cepivo, ki je sedaj v tako imenovanem karantenskem skladišču že uporabljeno. Po mojih informacijah je pa na poti še 12 000 odmerkov tega istega proizvajalca, točnega datuma zdaj ne vem, je pa zanesljivo v prihodnjem tednu. Tako da to cepivo bo samo eno od potem zdaj 4 cepiv, ki jih bomo v Republiki Sloveniji lahko uporabljali. Drugo vprašanje se nahaja na prebolevnike. Tukaj je posvetovalna skupina za cepljenje dejansko 12.4. sprejela sklep, da bi se prebolevniki cepili samo z enim cepivom. Takšno prakso imajo tudi nekatere druge države. Čakamo pa še natančna navodila, predvsem časovno opredelitev, v katerem obdobju se bo lahko to izkoristilo. Tako da predsednico sem že prosil za pojasnila in jaz pričakujem, da bo to tudi verjetno na jutrišnjem sestanku dogovorjeno. Hvala. Hvala lepa. Ministrica mora zdaj oditi, kot sem povedala. Če bo to še kakšna vprašanja, predlagam, da se novinarji obrnete na PR službo ministrstva. Sledi pa vprašanje časopisa Delo. Izvolite. Ja, dober dan. Jaz bi vprašala gospoda Vindišarja. Ne vem, a sem prej prav razumela, ali bodo na maturi obvezne maske, se pravi tudi za maturante. Tega nisem čisto dobro razumela, ali morajo oni imeti maske medtem, ko pišejo. Potem pa še glede tega samotestiranja. Šole so protokol samotestiranja že dobile. V protokolu nič ne piše, kdo naj te teste odčital. V uredbi pa je zapisano, da pri samotestiranju rezultate odčita testiranec sam. In me v tem smislu potem zanima, kakšen je res smisel testiranja v šolah, če bodo dijaki in učenci sami odčitavali te rezultate. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, jaz sem govoril danes o priporočilih za izvedbo mature, namreč svetovalna skupina ministra za zdravje je za tiste, kjer bo karantena začasno prekinjena za čas opravljanja maturitetnih obveznosti, oni bodo uporabljali maske. Če bo ta čas krajši od 2 ur, je predvidena uporaba mask tipa 2R, če bo ta čas predvideni daljši od 2 ur, uporaba mask tipa FFP2. Drugače pa veljajo popolnoma enaki pogoji
kot to veljajo danes v srednjih šolah glede uporabe mask. Drugo vprašanje se je nanašalo na samo testiranje. Samo testiranje je kot takšno predvideno, da tisti, ki opravlja ta test, potem tudi rezultat odčita. Kar smo mi v protokolu predvideli, je pa to, da odženemo ta strah od tega testiranja, da opravljamo najprej ta testiranja na šoli, tako da bi tudi zdravstveni delavci pomagali, da bi ti dijaki in učenci zadnje triade izgubili strah pred tem testiranjem in kasneje sem jaz prepričan, da bo to verjetno lahko upravljati tudi doma. Pa ne samo za te dve skupini, opravljanje samotestiranja je zanesljivo eden od ukrepov v prihodnjih mesecih, katerega bomo morali pa omogočiti široki populaciji, kajti to pomeni aktiven, družbeno odgovoren pristop do obvladovanja okužbe SARS-CoV-2. Hvala lepa za ta pojasnila. Še nekaj prijav imamo. Najprej vprašanje Radio Slovenija. Izvolite. Ja, dober dan. Tudi jaz imam za gospoda Vindišarja. A se slišimo? Se slišimo, Se slišimo, ja. Ja. Glede te cepilne strategije, verjetno jo boste zdaj znova prilagodili zaradi tegale novega cepiva Johnson & Johnson. Ob tem bi vas pa rada vprašala, spletni mediji necenzurirano piše o diplomatih, da ste diplomatom namenili cepivo Pfizer, čeprav je v vašem navodilu iz prejšnjega tedna zapisano, da sodijo za cepljenje pod AstraZeneco. Pa me zanima, zakaj so kot prednostna skupina uvrščeni pred tiste starejše od 60 let in kako to, da je prišlo do te zamenjave cepiv zanje. Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Na osnovi novih podatkov o številu precepljenih posameznih starostnih skupin in pa predvsem zelo spodbudnih podatkov o dobavi cepiv, vključno s tem Janssenom, ki bo, jaz sem skoraj da prepričan, dobil zeleno luč tudi v Republiki Sloveniji, se bo sigurno lahko poseglo tudi v strategijo in to na način, da se bo omogočalo cepljenje nadaljnjim rizičnim skupinam. Verjetno bo primarno predvsem starostna skupina nad 50 let. Drugo, kar se tiče cepljenja diplomatov, diplomati so bili uvrščeni med prioritetno skupino s sklepom Vlade Republike Slovenije. Danes smo preverjali, kako je s tem, kdaj bo to cepljenje, s katerim cepivom. Po zagotovilu bo uporabljeno cepivo, ki bo na voljo. V navodilu je bilo sicer predvideno, da se bo uporabljala AstraZeneca, ampak še enkrat, uporabljeno bo tisto cepivo, ki bo v času, ko bo cepljenje predvideno, na voljo. Tudi diplomati nimajo nobene rezervacije, da bodo lahko izbrali cepivo. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Izvolite. Ja, enako za gospoda Vindišarja. Mene pa zanima še samo morda ta detajl in sicer za tiste maturante, ki bodo lahko prekinili karanteno z PCR testom, me zanima, kdo jih bo na ta PCR test poslal oziroma seveda ali bo strošek plačila na njih oziroma bo to pokrila nekako država oziroma bodo osebni zdravniki pač to sami nekako jih poslali. Drugo vprašanje je pa nekoliko specifično, me pa zanima, obstajajo pač ljudje tudi v Sloveniji, ki imajo možnost ali pa dvojno državljanstvo ali pa kakorkoli in so se šli cepiti v Srbijo. Tam seveda cepijo tako tudi z cepivi Sputnik in pa s kitajskim cepivom. In zdaj obstaja neka dilema, da se za prehajanje meje kot potrdilo o cepljenju pri nas priznava cepivo Sputnik, kitajsko cepivo pa ne. Pa me zanima, zakaj je taka odločitev in ali se bo to tudi spremenilo. Ja, hvala lepa. Zdaj, vsa testiranja za virus SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji so brezplačna in seveda tudi v primeru prekinitve karantene za potrebe maturitetnih obveznosti bo to brezplačno opravljeno testiranje, tako da maturanti se bodo lahko preko svojega izbranega zdravnika kar naročili pri tistem izvajalcu, ki v njihovem področju opravlja ta testiranja in bodo ta test lahko opravili. Drugo zadevo, ja, prav ste povedali, kar se tiče priznanja cepiva Sputnik, je zdaj, kljub temu, da še nima v Evropski uniji dovoljenja za uporabo strani regulatorja,
je dodan na seznam cepiv, ki v Republiki Sloveniji omogočajo prehajanje mej. Zaenkrat svetovalna skupina tukaj se do kitajskega cepiva še ni opredelila. Zaenkrat je odločitev pri Sputniku. Hvala lepa. Kot kaže, imamo še eno vprašanje, in sicer ga bo zastavil Svet na Kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Imela bi vprašanje za državnega sekretarja in pa na začetku ste omenjali ločene vhode pri pisanju mature. Nisem vas dobro razumela, komu so ti ločeni vhodi namenjeni in pa so mogoče znani datumi, kdaj bi samo testiranje začelo v osnovnih šolah, pa če boste tu pristopili naproti ravnateljem, ki si želijo, da bi se testirali osnovnošolci doma in ne v šolah. Ja, hvala lepa. Govorili smo o ločenih vhodih za maturante, katerim bi z negativnim PCR testom v času njihovih karanten omogočili izvedbo določenih maturitetnih obveznosti. Se pravi, govorimo samo za njih, tako da ne bi ti prihajali skozi ista vrata, skozi iste prostore kot ostali maturanti. Tako da to se je nanašalo na njih. Drugo, kar se tiče samo testiranja, o datumih vam sem povedal, ne morem povedati nič, kajti poteka validacija testov, potem mora še svoje mnenje dati AZMP in ravnateljem smo obljubili, da en teden preden bi karkoli začeli z aktivnostmi na šolah, bomo to jim sporočili. Tako da že iz tega naslova lahko sklepate, da to vsaj do konca prvomajskih praznikov ne pride v poštev. Osebno sem imel audio-video konferenco z ravnatelji vseh srednjih šol, za več kot 600 ravnatelji osnovnih šol. Popolnoma razumem njihove želje, pričakovanja, ampak jaz sem jih tudi opozoril, da želimo, da te učence, dijake opolnomočimo. V primeru, da bomo videli, da to samo testiranje nekako obvladajo, da poznajo, da to lahko naredijo samostojno, potem ne vidimo nasprotovanja odločnega, da bi se to morali nujno upravljati samo v šolah. Hvala lepa tudi za to pojasnilo. Ni več vprašanj, mi sporočajo iz režije, tako da hvala lepa obema gostama, ki sta še z nami, in seveda tudi ministrici. Hvala. Morda še kakšno vprašanje vezano na ostale teme? Kot kaže, ni več vprašanj, novinarska konferenca, se opravičujem, sem bila prehitra, eno vprašanje pa le je, in sicer strani Radio Ognjišče, izvolite. Lepo pozdravljeni, samo to me zanima, ali je za danes predvidena še kakšna novinarska konferenca? Hvala lepa za vprašanje. Trenutno ni predvidena nobena novinarska konferenca več za danes. Kot sem že uvodoma povedala, o vseh odločitvah, ki bodo danes sprejete na seji vlade, vas bomo obvestili kot običajno po seji s poročilom za javnost in pa potem na jutrišnji novinarski konferenci. Mislim, da sedaj pa resnično ni več vprašanj. Hvala lepa vsem za pozornost in vsa zastavljena vprašanja. Lep dan in nasvidenje.